Prehajamo na 7. točko. Predlog sklepa o soglasju k sklenitvi sporazuma o podaljšanju roka dogovorjenega s sodno poravnavo UPR številka 7PG 2930/2014. Predlog sklepa je objavljen v gradivu številka 18, predlagatelj župan, poročevalki pa Maja Sušnik in dr. Marija Tadeja Ježek. Besedo ima Maja Sušnik. Izvolite. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni. V letu 2015 sta občina Kamnik in družba ZIL Engineering na podlagi tožbe, ki jo je ZIL Engineering vložil zoper občino Kamnik, sklenili sodno poravnavo, ki je takrat v letu 2015 tudi potrdil občinski svet takratni. V tej poravnavi je bilo med drugim dogovorjeno tudi, da bosta občina in ZIL pristopila k spremembi prostorskega akta K6 Utok. In sicer, da bo ta prostorski akt uveljavljen v roku 3 let do uveljavitve poravnave. Zdaj ta rok je že pretekel, zelo blizu je tudi zastaranje zahtevka ZIL-a zoper občino Kamnik, zato smo se dogovorili, glede na to, da je pa še vedno v interesu tako občine Kamnik kot ZIL Engineeringa, da dejansko pridemo do spremembe prostorskega akta, da se ta rok iz sklenjene sodne poravnave podaljša in sicer najkasneje do 30.7.2022. Temu sporazumu bomo priložili tudi časovni plan izdelave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta. Ta časovni plan je malo krajši. No? To ne sovpada s tem datumom 30.7.2022 ravno iz tega razloga, da bomo v bistvu in oni, ki imajo angažiranega izdelovalca in občina Kamnik, da bomo res poskušali narediti vse, da čim prej pridemo do te spremembe prostorskega akta. Hvala lepa. Hvala. Odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Besedo ima Edis Rujevič. Hvala lepa za besedo. Zdaj, tudi na odboru je bilo nekako govora o tem, da te točke enostavno ne gre drugega kot podpreti. Zakaj? Iz vrsto nekih argumentov in dejstev. Zdaj, navkljub temu, da z ZIL-om neke skupne besede prej, glede na realizacijo, nismo najdali, pa vendarle smo lahko hvaležni za to, da gre malo nasprot. V tem primeru se zavežemo pač, da moramo prostorski načrt spremeniti, kot je temu pač primerno. Ne? Zdaj, česar si jaz ne želim, ne glede na to, da je pač tisto območje tam namenjeno za stanovanja, to sem izpostavil tudi na odboru, morda pričakujem malce preveč, ampak želel bi si, da v neposredni bližini vendarle dobimo prostor, ki bo tudi tako imenovan v javnem interesu, no, če lahko tako rečemo. Ne? Jaz mislim, da z investitorjem bi tle lahko najdel neko točko. Mislim, da tudi njemu ne bi bilo odveč poslušati to vrstne predloge ali pa pričakovanja občinske uprave in pa vseh nas. Zdaj, pod črto, tako blizu mestnega jedra, kot se nahaja to območje, mislim, da sem na odboru nekako izrazil skepso, da si ne želim, da bi bila tam samo tako imenovana gola stanovanja oziroma da bi bila samo natrpana stanovanja na tistem območju, ker bomo imeli, kot ugotavljamo vsi skupaj, velik prometni kaos. Poleg tega imamo pa danost, s katero se ne more pač pohvaliti vsaka občina, in to je staro mestno jedro. Zdaj, dobro je, da na tem območju dobimo nekaj, kar bo interes in pa kar bo zaželjeno strani večine kamniškega prebivalstva. Zdaj govorimo o parku, govorimo o večnamenskem prostoru, seveda pa dajmo na tej točki začeti razmišljati o širšem delu. Ponovno se vračam nazaj k klavnici oziroma območju Meso Kamnik in nedolg nazaj smo lahko brali v lokalnem mediju, da rabote, ki niso v skladu ne z zakonodajo, ne z tem, da bi varovali življenje drugega, se pač tam počno, in hvala Bogu, da so pristojni tisti požar omejili, kot to oni znajo. No, tako da na tem mestu tu čestitke.
Lejte, dajmo samo pač malo naprej gledati, ukolikor je to možno, verjamem pa, da je pa vendarle nek premik možen narediti. Hvala. Hvala. Besedo ima Bogdan Pogačar, izvoli. Hvala za besedo, lep pozdrav vsem v mojem imenu. Tle opažam, da prejšnjič smo tole sprejemali 6 let nazaj, no, čas očitno kar hitro teče, zato sem vesel pač, da so si zdaj postavili zelo kratek rok, kot je direktorca rekla. Mislim, da je tole 30.7.2022 kar realno, če bomo takoj pristopili k temu, ker vemo, kako se pač OPPN-ji sprejemajo in da do jeseni nimamo nobene seje, da bomo imeli takrat verjetno prvo obravnavo in da ni rečeno pač, da bo ta občinski svet čist zadovoljen. Imeli smo že pa tudi izkušnje, ker nismo bili čist zadovoljni in rok 31.12. bi bil očitno prekratek, tudi kaj krajšega, tako da 1 leto mislim, da je realno za OPPN, da si vzamemo časa, tako da to je zagotovo pozitivno. Veseli me tudi to, da bo končno nekdo prišel pa, da bo tole degradirano območje, ki že sameva 15 let ali več, poskušal urediti. Zdaj, ali bo to stanovanja še kaj zraven, seveda bo verjetno še kakšen prostor poleg stanovanj v pritličju namenjen tudi čemu drugemu, kar bo Kamnik samo bogatilo. Kar si jaz želim, je pa seveda, da bi 50-60 parkirišč namenili znotraj tega kompleksa za javno rabo, se pravi, da bi bližina Šutne dobila neka parkirišča, ki bi omogočala pač tistim lokalom, ki še so na Šutni, nekako, da bi zaživeli in bi verjetno tudi pač kakšen investitor ali pa kakšen lastnik tam investiral. Tako da zagotovo je to za podpreti. Upam, da ne bomo pa drugo leto spet podaljšvali tega roka. Mislim, da smo si zdaj, da bi mogoče ta prvi predolg, zato pa nismo nič naredili, tale pa mogoče lih ta prav. Tako da jaz tole podpiram, pa naša svetniška skupina tudi. Hvala. Hvala. Beseda ima poročevalka gospa Maja Sušnik, izvolite. Hvala lepa. Da z Zilom prej skupne besede nismo našli. V bistvu gre mogoče bolj za to, da je z Zilom smo bili kar redno na delovnih sestankih, mogoče pa neke skupne besede nismo našli soglasodajalci. No, soglasodajalci imajo pač takšne in drugačne pogoje oziroma svoje videnje te zadeve, tako da nekako to usklajujemo. No. Sicer smo pa že takrat v letu 2015 eksaktno zapisali prav v poravnavo. Ob teh stanovanjih naj bi bila tudi pripadajoča družbena socialna infrastruktura v pritličju bodočega objekta z gradbeno oznako C1, možna umestitev vrtca, prostorov namenjenih zdravstveni oskrbi, izobraževanju in podobno in poslovnih prostorov v pritličju objekta z gradbeno oznako C2, vse s pripadajočimi parkirnimi mesti. Iz predloga osnutka so razvidne tudi javne površine s prikazom zelenih površin, kjer je možno zagotoviti otroško igrišče s prikazom peš prehodov in tako naprej. No. Tako da naj bi bilo tudi za to poskrbljeno. Hvala lepa. Hvala. Še kdo? Besedo ima Francis Pruk. Ja, hvala lepa za besedo. Lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Jaz tole vse razumem, ampak veste, kaj mi je zanimivo pri takih zadevah, ne? Da si lahko privoščimo sred mestnega centra tako degradirano območje toliko let. Recimo, če se nam to zgodi nek na vasi, bo lastnik kar hitro dobil neko odločbo, v katerem bojo postavili zelo kratek rok, da se zadeva sanira. Tle se pa ni najdel toliko let nič in recimo meni kot, bom rekel, normalno občanu mi ni jasno, da se kljub pogovarjanju, da se ne da pa vseeno malo te zadeve malo pohititi oziroma sanirati vsaj toliko, da ne zardevamo sred mestnega jedra tukaj pred vsemi, pa tudi pred samim seboj. Hvala lepa. Hvala. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik daje županu občine Kamnik soglasje k sklenitvi sporazuma o podaljšanju roka dogovorjenega s sodno poravnavo UPR številka 7 PG 293/2014. Glasujemo. Glasovanje poteka.
Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 25 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.